Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas na Megafon TV. Danes bomo spregovorili o lokalni akcijski skupini Istre, ki jo mogoče bolje poznate pod imenom Las Istra. Z mano je namreč član upravnega odbora Denis Goja. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj nekaj let že obstaja Las Istre. Bi nam mogoče lahko za začetek povedali, zakaj ste se sploh odločili ustanoviti tovrsten odbor, tovrsten projekt? Ne vem točno, kako bi vas opisala. Torej, Las Istre je samo en od slovenskih lasov, torej, katerih je bilo v prihodnjem obdobju 37, tako da smo mi le en od mnogih. Seveda se ustanavlja prav zaradi lokalnega okolja, torej da se v lokalnem okolju prenese ali pa rešuje probleme, ki jih zaznavajo v bistvu deležniki v lokalnem okolju. Kako se pravzaprav pri tem razlikujete, na primer, z delovanjem občine? Ali se kdaj prekrivate, sodelujete? Nekaj je zanimivo, da je Las v bistvu deluje v okviru vseh 4 istrskih občin. Torej, vse, kar se tiče celega teritorija, s podeželjem seveda in seveda z ribištvom in vsem, kar spada zraven. Tako da je Las vpet v razvojne aktivnosti torej, kraja, torej tega območja. In kaj bi še povedal, da je pač Las tudi pride zaradi tega, ker da si lahko ljudje sami analiziramo probleme, torej na lokalnem okolju, da izpostavimo, da preko strategije lokalnega razvoja tudi v obdobju trajanja recimo tega evropskega obdobja rešujemo probleme, katerih se pač izpostavijo. Zdaj, kako pa zaznavate te probleme? Jih zaznavate sami, imate kakšne delovne skupine? Torej, sam princip lider pomeni, da je to princip od spodaj navzgor, torej da se dobimo od nekega občana ali pa neke skupine občanov določene impulze, torej da izpostavi nek problem in se tukaj v bistvu to nekje zapiše, se to analizira in se pol tudi išče rešitve. Torej išče se, s katerih ukrepov se lahko recimo preko Lasa to tudi reši. Torej lahko pravzaprav kdorkoli pristopi do vas? Tako, gre se za samo inicijativo, torej za eno participacijo posameznika, torej civilne družbe v samem procesu nastajanja torej lokalne razvojne strategije, katera je pol v bistvu je tisti pogoj za vse operacije, ki se pol izvajajo v času trajanja, seveda v tem obdobju. Zdaj, ko se lotite projekta, torej to pomeni, da odprete vrata v središču Rotunda, v kakšnem odnosu se pravzaprav s tem prostorom? Ali tam samo najemate prostore, ste tudi družbeniki? No, tako, zdaj šel malo nazaj. Las Istra obstaja od leta 2007, torej prvo obdobje je bilo 2007-2013. Takrat je bil vodilni partner regionalni razvojni center Koper. Kasneje v drugem obdobju 14-20 se je pol izoblikoval torej nov Las z novim upravnim odborom, kateri je pač določil novega vodilnega partnerja in to je bilo središče Rotunda. Tako da središče Rotunda je seveda v tem obdobju prevzel administrativno delo Lasa, ker Las sam po sebi ni pravna oseba in rabi torej nekoga, ki skrbi za računovodstvo, za vse te pač, da je sposoben pač to upravljati z Lasom. Las pa vodi upravni odbor, seveda nad njim je še skupščina in zraven je še nadzorni odbor. Ste rekli do 2020, torej zdaj nadaljujete še s središčem Rotunda ali je prišlo do kakšne spremembe? Tako stari Las torej še vedno deluje, čeprav je obdobje nekako, zdaj imamo zaključne, torej zadnje zahtevke do konca avgusta. Kasneje recimo na skladu torej na kmetijskem skladu se pa podaljša do leta 2025. Torej operacije, samo zaključovanje operacij. Torej Las bo delo, torej je živ naprej, hkrati pa je ustanovljen že nov Las, torej Las Zelene Istre, kateri bo pač prevzel
določene aktivnosti tudi v prihodnje, v kasnejšem obdobju. Bojo to sodelovali pri novem zelenem lasu nove ljudje, nov upravni odbor? Pričakujemo lahko nove projekte ali se bodo kateri tudi nadaljevali? Torej, za razliko od Lasa Istre bo nov las, torej bosta dva, kajti las, ki je sedanji las Istre, ima 3, torej je sestavljen iz 3 skladov, sklad za pomorstvo in ribištvo, sklad za regionalni razvoj, pa sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja. Zdaj bo po novem las Zelene Istre bo imel sklad za kmetijstvo, pa sklad za regionalni razvoj. Ribiški sklad bo imel pa svoj las posebej. Tako da je nova upravna odbora sta, torej vse je zdaj nekako dvojno. Zakaj pa se bo ravno ribiški las osamosvojil? So takšne potrebe potem? V zadnjem času predvsem poslušamo, v kakšnem težkem položaju so ribiči, da je rib premalo, da jih je vedno manj. V bistvu to se je izoblikovalo tekom zaključevanja prejšnjega obdobja, ker se je za novo obdobje predvidevalo celo, da bo še socialni sklad stopil noter, in je to pomenilo, da bojo to 3 ministrstva in je že samo z 2 ministrstvi že so problemi pri usklajevanju določenih pravil, ker vsak v bistvu neke ukrepe po svoje tolmači. Tako da, če bi bili 3, bi bilo to še težje, zato so ribiči, ribiški sektor, ne samo ribiče, to so tudi akvakultura, torej nekako dosegli to, da se grejo posebej in da imajo pač svoje lase. Ribiške lase, tako ne. Pa se tudi vam zdi, da je mogoče ravno ta sektor lasa trenutno najbolj ogrožen? Se zdi, da po eni strani turizem, kultura, podeželje vseeno doživljajo nek ponovni razcvet, ribištvo mora biti ravno obratno? Za ribiški sektor je to zanimivo, da ribiči sami nimajo takih velikih možnosti, da bi imeli recimo ukrepe, ki bi šli direktno, torej direktno ukrepe strani ministrstva. Tako da so v bistvu njim edini vir je res las, torej tale ukrep, ki je preko CLD, preko Liderja. Tako da je tudi zaradi tega so oni še kako dobro jim pride nek vir, da se lahko nekako svojo dejavnost, da zadržijo delovna mesta, da po možnosti ustvarijo nova, povezavi seveda z diverzifikacijo, torej da preko zraven ribiškega poklica da upravljajo še neko drugo dejavnost, naj bo to s turizmom ali pa z gostinstvom, tako da je te možnosti se jim pač ponujajo in to seveda tudi izkoriščajo. To se tudi v Kopru vidi. Na kakšen način? V Kopru imamo na ribiškem pomolu že par aktivnih, torej par dobrih operacij, ki so uspele. To je Folpo, ki pripravlja pač morsko hrano, pa tudi zraven je Stella Maris, ki je tudi ima recimo, nekako so ta del oživeli, ta del Ukmarjevega trga, bom rekel, tako. Odkje pa pravzaprav pridobivate financiranje? Je to direktno prek ministrstva, je to prek evropskih sredstev, so to posredno evropska sredstva preko ministrstev? Tako, zdaj v bistvu pripravljamo strategijo lokalnega razvoja. Torej, v tej strategiji iz 2 skladov je na voljo toliko in toliko denarja za celo Slovenijo. In tukaj so določeni kriteriji, ki se pač na podlagi kohezijske regije, to je eno, ki sta v Sloveniji sta 2, zahodna, vzhodna, pol števila prebivalcev v občinah ali pa v celem območju, torej v lasu, in pa površini se določijo v bistvu, koliko pripada določenim lasu, torej iz določenega sklada. Tako da je to nekako na celi Sloveniji to urejeno, čisto iz vrha, koliko bo kdo pač imel denarja na razpolago. Ni pa stvar v tem, da vi sami na primer pišete projekte, ki jih potem pošiljate Evropski komisiji? Nikakor ne, to je v bistvu že določeno, to pride pač z uredbo ministrstva, ko je pač zagotovljeno vse z naše strani, torej strani lasa, torej da je narejena lokalna razvojna strategija, potrjena na upravnem odboru, na skupščini in seveda to mora biti še
potrjeno strani ministrstva in pol ministrstvo na to, da pač odločbo, v kateri pač piše koliko, kaj, zakaj, je pač bo imel nekdo na razpolago. In s koliko drugimi lasi se še približno borite za ta sredstva? Ima cela Slovenija svoje lase? Je cela Slovenija povezana? Kot pravim, v prejšnjem obdobju je bilo to 37 lasov, zdaj bo seveda teh lasov več, ker bo tudi ribiški boj posebej, torej bo še plus, ne. Tako da bo tega kar zanimivo, ne. Smo pa pod nekim okriljem, torej mrežimo se med sabo, torej to mreženje je tudi en od principov samega liderja, torej mreženje, sodelovanje, to mora biti, torej ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski ravni, torej gre se za oglede dobrih praks, za neko inovativne pristope, ki jih nekje so uspeli, da se jih tudi implementira v našem okolju. To so vse neke zadeve, ki jih lider, torej ta princip v bistvu zagovarja in tudi za to namenja sredstva. Torej, potrebno je mreženje, potrebno je sodelovanje na vseh nivojih. Torej, ne kot sodelujemo recimo z občinami, pa recimo sam las je iz 3 sektorjev, to je javni sektor, zasebni sektor, gospodarski, civilna družba, nevladne organizacije. Torej, vsi ti sektorji se povezujejo. Torej, in se skupni tudi projekti, ko se sestavljajo, bom rekel, je to ta partnerski pristop medsektorski. In to se tudi spodbuja. Torej, več, ko je partnerjev vključenih, pomeni večji efekt, je tudi boljša bo operacija. Gleda se pri operacijah, da so tudi trajnostno naravnani, torej, da ni denar porabljen za neke študije, ampak da se v glavnem nekako denar porabi za neke stvari, ki bodo ostale in ki bodo služile ljudem in ki bodo tudi delali nek ekonomski učinek. Katere projekte pa ste do sedaj že proizvedli? Večino ljudi namreč opazi predvsem dogodke, ki jih izvajate, ti so verjetno tudi najbolje oglaševani, si predstavljam. Ampak katere projekte pa, naprimer, ki so temu, kar ste pravkar omenili, sledili, so naprimer zdaj pustili po toliko in toliko letih vendarle pečat oziroma so se ohranili v okolju? Ja, kot vemo, recimo, so določeni projekti, ki so bili do sedaj financirani. Če je šlo za privatni sektor, je to pomenilo, da se je ohranilo delovna mesta, da so se tudi nova, torej te kazalnike, ki smo jih dobili pač v začetku obdobja, se te kazalnike treba slediti in je treba tudi to nekako doseči. Če se to ne doseže, pol pomeni, nisi bil najbolj učinkovit. Tako da delovna mesta, nova, bolje tudi ta delovna mesta, ki so, da si jih ohranjanje delovnih mest. To je bistvo pri vsem tem denarju, ki se pač sprošča. Pri samih prireditvah pa je bolj promocijske narave, torej da se promovira, ali so to vinarji, ali oljkarji, ali so to društva nekatera. Torej, tukaj se išče pač ta efekt, da se skozi prireditve čim bolj promovira torej, pridelke, lokalne pridelke, Istro, kulturne šege, navade, narečja. Torej, to so vse eni projekti, ki smo tudi so bili recimo sfinancirani strani lasa, kateri danes dajo neke učinke in bojo tudi poskrbeli, da recimo določena recimo jezikovna zanimivost Istre, da bo to ohranjeno tudi za naslednje rodove. Torej, da se ne pozabi, napisane so bile knjige v narečju in jaz mislim, da je tudi potrebno in so te stvari, ki so zelo uporabne tudi za naprej. Pa lahko mogoče od leta 2007 dalje omenite kak konkreten projekt, ki je pustil take sledi? Recimo v prvem obdobju so bile projekti, kaj se Oživimo podeželje, so bili projekti občin, preko katerih so se neke nove prireditve začele, recimo. Ne samo prireditve, ampak tudi recimo nove tematske poti označile, pa nekako zemljevidno napravile. Torej je bilo, ampak bolj na tej ravni, torej na teritoriju vseh 4 občin in so danes še vedno
nekateri od teh prireditev so postali tradicionalne, ker v bistvu je prostor sprejel, meni ljudje so videli v tem možnost ali promocije ali pa neke druge aktivnosti, torej sploh, če govorimo o promociji gastronomije, novih recimo ali pa starih receptov, da se to preko teh prireditev tudi ohranja. Torej so večinoma predvsem dogodki. Ja, je veliko dogodkov, tukaj pa so ponovadi občine, katere dajo recimo možnost lokalnim društvom, da izvajajo te zadeve, ker drugače društva so podhranjena, torej nimajo denarja, da bi lahko pokrile torej da bi plačale za neke storitve, torej tu pristopi občina, da pa v izvedbo lokalnim društvom, da od tega nekaj kasneje tudi imajo. Kaj pa, na primer, zdaj ravno, ko se začenja poletna, pomladna sezona, je pravzaprav na obali ogromno število enih dogodkov. Ste mogoče razmišljali v prihodnje, da bi delali tudi kaj drugega kot dogodke? To ni stvar Lasa, to je stvar v bistvu samih deležnikov na terenu. Oni so tisti, ki dajejo spodbude, kaj bi želeli, torej v kakšni smeri bi neko operacijo obrnili. Torej, Las je sam tisti, ki najprej jih stimulira, to jih motivira, da se sploh začnejo o tem razmišljati, da se pač v teh okvirih zorganizirajo in bolj skupaj tudi nastopijo s samim projektom, torej da ga spišejo in da to tudi kasneje izvedejo. Na kakšen način pa se spodbuja prebivalstvo, mogoče tudi s kakimi fokusnimi skupinami, s kakimi javnimi debatami? Ja, to so pač animacijske delavnice, ki se izvajajo na terenu, na katerim pač vabimo deležnike, torej skupine, posameznike, da pridejo in seveda, da poskušajo. Ponovadi se tam začnejo neke nove ideje, se pridejo ven in se pol to nekako iz samega participacije razvijajo neka partnerstva kasneje. In to je tisto, kar pač tudi iščemo. Zdaj, na primer, v soboto nas že čaka dogodek na Lonki v Izoli. Je tudi ideja za to prišla na podlagi takšne debate? Ja, tako to vsako leto organiziramo v okviru Lasa, tudi zdaj preko projekta. Zdaj bo en event Gušti Ištrijani, rečemo, ker bojo se predstavili spet lokalni pridelovalci vina, olja in seveda njihovih proizvodov, ki jih proizvajajo. In hkrati bo pa v soboto tudi skupščina Lasa Istre, tako da bomo to nekako eno z drugim nekako povezali in seveda, da bo ta event v Izoli tudi nekako bil prijeten, torej da se ljudje med sabo družijo, da spoznajo malo boljše deležnike, naše člane, torej Lasa. In sve to je pripomore k tej promociji. Kako bo izgledala skupščina? Bo na prostem mogoče? Ne, skupščina bo v prostorih občinskega sveta, Izolskega občinskega sveta, tam, ki imajo dvorano. Tako da, ja, tam bomo imeli skupščino, kasneje bo pa na prostem bo pa koncert in bo tam druženje in seveda člani, ki bojo ponujali svoje izdelke na stojnicah. Nam lahko naredite reklamo, kdo bo nastopil na koncertu? To bo skupina Neme Juga, torej lokalna skupina. Moram reči tudi preko vseh teh prireditev spodbujamo nekako lokalne skupine, torej da se pač ta denar, ta sredstva, da krožijo v bistvu med lokalci, torej med lokalnimi izvajalci. To je neka, jaz mislim, da je smisel in tudi bistvo vsega skupaj. Lokalnih glasbenih zasedb pravzaprav slišimo precej malo v primerjavi mogoče z gosti glasbenimi, ki prihajajo od drugod. Ste mogoče kdaj pomislili, da bi tudi občinam, ki organizirajo te velike prireditve, na primer v času decembrskih praznikov, no pa tudi ostalih, da bi jih spodbudili k temu, da bi več lokalnih izvajalcev recimo nastopalo, da ne bi poslušali takšnih, kot je lahko na primer tudi v hrvaški Istri ali po celi Sloveniji, pravzaprav tako ali tako že spremljamo celo leto?
jaz ne vem, koliko lahko mi vplivamo na to, ker jaz mislim, da vsaka občina torej ima svoje ljudi, ki v tem odločajo in seveda svoje interese, tako da tukaj se ne bi v to spuščal. Je pa res, da je na nivoju Istre, bom rekel, je to sodelovanje vedno večje. Torej, pred kratkim smo imeli prireditev v Padni, na katerem nastopijo recimo pihalni orkester iz Buj, kateri ima pač sosednji Buj, ker pač to neka tradicija, so oni se nekako tu našli, da jim je to bilo všeč in smo vse pol to nadaljevalo. In to so, jaz mislim, ene take čezmejne zadeve, ki prispevajo k dobrososedskim odnosom. Torej to krepi, to tudi zavest samih Istranov, bom rekel, ker je bilo včasih res povezano. Danes pol z mejo je to malo razdelilo, ampak jaz mislim, da čas spet, sploh tudi Evropa to narekuje, da se ljudje povezujejo med sabo in da nekako krepijo te medsebojne vezi in tudi se projekti navezujejo, tudi imamo interrege, vemo, Slovenija, Hrvaška, Slovenija, Italija, ne, in je tukaj se ponovadi vedno najde koga, tudi na sosednji strani, kateri pač v nekem partnerskem odnosu. Tako da to je, jaz mislim, to je dobro, to je, če bi tako bilo povsod, ne bi bilo vojne, ampak tako je, ne. Ja, prav kultura in turizem sta zagotovo dva sektorja, ki blazno povezujete in s katerim se ukvarjate tudi pri Lasu. Zdaj sami ste pravzaprav pomagali tudi pisati strategijo razvoja podeželja za občino Piran. Pa me zanima, je tudi se strategija Lasa ali se prekriva s tem, kar ste takrat zapisali v strategiji za podeželje? Jaz mislim, tu se mora nekako vse prekrivati, ne samo piranska občina, ampak to vse 4 istrske občine morajo imeti neko skupno vizijo. Če se govori o strategiji, naj si bo to v turizmu, ali naj si bo to v športu, naj si bo to v kulturi, kjerkoli, to mora biti skupno. Torej moramo imeti nekako mi smo majhni, ne, mislim, ena mikrolokacija v tem evropskem zemljevidu. In če bomo skupaj delali, jaz mislim, da bomo lažje se tudi promovirali skupaj, ker bomo lahko dali nekako moči skupaj in se bo nekaj naredilo, kot je treba. Da bi se pa to ceplo na vsako, jaz mislim, to ni smisel, to je že mimo. Torej, treba se je povezovati, tako mislim, da je Las Istre en tistih, ki pokaže, da se da, torej povezati vasi z ene občine, z druge, z tretje, z četrte, torej podeželje med povezano in seveda tako treba tudi mesta povezati, aktivnosti, prireditve, tudi da so usklajene in ne govorim tudi v turistični ponudbi, ker sem rekel, vsak vse ni treba, da ima. Ne ima en malo več enega, malo več drugega, ampak vse skupaj mora imeti neko zaključeno celoto, katero lahko ponudimo na trgu. In to je bistvo. Torej mi lahko skupno, torej sodelovanjem sam pridobimo, ne moramo pa izgubiti. Pa mislite, da je to v praksi mogoče? Javni promet, na primer, je skoraj neobstoječ, sploh če govorimo o zaledju, ne nazadnje tudi od Kopra do Izole, če se odpravimo v drugo mesto na večerni dogodek, kulturni, bomo že težko prišli nazaj brez lastnega avtomobila. Hkrati pa tudi, na primer, ko ste v občini Padna, v krajevni skupnosti ste še vedno aktivni, ko ste želeli, na primer, predlagati, izboljšati turistično sliko, ste verjetno tudi bolj razmišljali o mikrolokaciji. Ali se tam, na primer, že povezujete s kakšnimi drugimi mesti okoli? Torej, sama mesta imajo tudi možnosti v evropskih projektih, kjer so projekti mobilnosti. Torej, ta mobilnost pomeni, da ljudem, tudi ki so recimo na vaseh, omogočimo nek prevoz, ki bo bil recimo na razpolago ranljivim skupinam. Torej, šolarji vemo, da imajo organizirano. Za ostale pa malo bolj težko. Torej, za enega otroka, da pride v Piran na neko recimo glasbeno šolo, je nemogoče. Torej, nima te povezave, nima te možnosti. Torej, tukaj morajo spet starši, ki morajo pač s svojimi torej, to je treba še nekako rešiti te zadeve. Torej, lahko tega je ogromno. Torej, ideje morajo priti, torej rešitve se pol najde nekje z nekimi ukrepi, se tudi to da najti. Samo je treba pač tukaj biti aktiven, spet povezovati se
na teh nivojih, torej od krajevne skupnosti preko občine in seveda tukaj iskati neke rešitve, ki sigurno so. Torej se jih da najti, se jih da dobiti in seveda to se tudi dobi sredstva za to, da se to omogoči. Pač je treba biti aktivni, ne? Zato je tudi LAS spodbuja posameznike, da pristopijo, da dajo svojo besedo, da dajo svoje ideje in seveda skupaj, vsi skupaj lahko nekaj naredimo. Če damo z glave skupaj, ni vrag, da ne najdemo rešitve. Ne? Torej pa pol je pač problem vire dobiti, vire pa tudi so ukrepi ali z enega projekta ali z drugega, se da tudi to reševati. Tako da to je to bistvo, ne? Sodelovanje, povezovanje. Nedavno ste zaključili ravno z enim projektnim razpisom za črpanje sredstev iz sklada, Evropskega kmetijskega sklada. Pa je bilo kaj mogoče interesa? Ste mogoče seznanjeni s tem? To smo pravkar, mislim, da je bilo do prejšnjega tedna. Sicer smo bila s kolegom na študijskem obisku na Irskem, tako da nisva bila lih na tekočem z vsem. Vem, da je prišlo nekaj vlog, tako da jaz upam, da bo tudi to porabljeno in da bomo imeli tisto učinkovitost na 100%. Danes smo na 95%, tako da upam, da tudi to bo bilo počrpano in da bomo res bili nek vzgled tudi v Sloveniji. Torej smo en boljših glasov v Sloveniji, moram reči, in to nam je lahko ponos. Torej, da bojo kmalu lahko prihajali k vam na študijske obiske. Kako pa je bilo mimogrede na Irskem, ravno čez vikend ste bili tam? Ste opazili kak primer dobre prakse? Ja, vidimo, smo kar nekaj, torej smo obiskali sigurno 10 v 5 dneh ali 4 dneh, ko smo bili tam. Vsak dan po 3, 4 tudi, ne. Tako da je bilo veliko vožnje z avtobusom, ker smo res eno široko območje obdelali. In tudi videli njihove pristope. Moram reči, da zanimivo tudi, recimo, določene zadeve so tudi čudne, ker oni ne govorijo o CLD, oni govorijo o liderju, v glavnem imajo lider, direktne spodbude, torej ne delujejo preko razpisov, oni imajo zelo specifično, da v bistvu nekdo si vidi problem in napiše projekt in ga odda. In pol to tudi ponavadi dobi, ne. Tako da ja, je malo se razlikuje od države do države, nimamo vsi istih recimo pravil, ne. To pri nas delamo to preko razpisov, oni enostavno odprejo in pol je odprto in nimajo omejitve, kdaj do kdaj recimo, kar te projekti, torej operacije, kar dežuje, ne, torej sproti črpajo. Pa ste jih mogoče vprašali, če do njih pridejo tudi kritike, češ zakaj pa ste vzeli tisti projekt mojega, pa recimo nočete? Jaz, kar sem recimo opazil, je Irska zelo, ko bi rekel, razpršena. Torej, vidimo recimo ogromno zelenja vse in to so posamezne objekti, ni tako, kot je pri nas recimo, ne. Oni imajo res to, pa majhna naselja, tam dobimo neko fabriko, katero so nekaj noter postavili neko inštalacijo in je to, ne. Zunaj se nič ne vidi. Moraš priti noter, da vidiš in kaj jim je to recimo prineslo, koliko so dobili in tako naprej, ne. V glavnem se pa ta privatni sektor, v bistvu tam se iz tega črpa, neke ideje, ne, smo pogledali recimo pivovarja, ki bo dobil neko novo linijo, pa nekako kis recimo izdeluje jabolčnih, torej iz jabolk, sokove, pa pol se je specializiral za kise in pač išče to novo polnilno linijo, ki je dobil. To so take v bistvu specifike, ne, manjše zadeve, mi bi rekli primitivne, ker pri nas to po moje ne bi šlo skozi. Od Hasa pa do vsega, pri njih očitno to deluje. Kaj bi pa morali pri nas narediti, naprimer, če se kdo odloči od naših gledalcev prijaviti na katerega od naslednjih razpisov, če to ne bi bilo dovolj, mogoče lahko omenite nekaj jih, ki so dobili razpis v zadnjem času? Tako, zdaj v bistvu, jaz mislim, da zdaj smo končali za to obdobje, torej počrpali smo vsa razpoložljiva sredstva, tako da naslednje razpise pa pričakujemo nekje v sredini naslednjega leta, torej komaj. Pričakujemo, da bo LAS deloval
začetkom drugega leta, tako da bojo pol razpisi šli ven marca, aprila. Ne vem. To je vse odvisno od odločbe, ki bomo dobili strani ministrstva. So neki roki postavljeni, zdaj pa to kar šima naprej, ne, caj teče. Jaz upam, da bo res, da bomo v začetku leta, naslednjega leta bili operativni in da bomo lahko čim prej dali tudi ven seveda razpise, na katerem pričakujemo. Vsaj sodeč po zanimanju na samih delavnicah, ko smo jih imeli pri sestavljanju strategije, mislim, da bo denarja premalo. No, v intervjuju za Delo leta 2018 ste bili kritični tudi do časovnih rokov, v katerih vam ministrstvo odgovarja. Govorili ste celo, da na neke odgovore ste dobivali po letu dni. Se je to zdaj kaj spremenilo? Jaz se pravim, začetki, vedno so tisti začetki, ne vem, ko smo 2016, 2015 smo sestavili 2016, 2017 je nekaj začelo delati in je bilo, ko smo dajali vloge noter, je bilo 6 mesecev, 9 mesecev do rešitve vloge, torej strani ministrstva. In je bilo to predolgo. Torej, in so pol seveda, nismo bili mi edini, torej Lasi slovenski smo se kar malo dvigali in malo ministrstvo v tem smislu nekako ukarali in je pol so tudi oni se organizirali malo drugače in hitreje, stvari so stekle mnogo hitreje, sigurno je čas od 9 mesecev prišel na 3-4 mesece, kasneje recimo zdaj proti koncu še krajše, ne. Jaz verjamem, da je tega ogromno, ker to pride iz cele Slovenije in oni morajo imeti res veliko ljudi, ki so s tem se ukvarjajo, torej, ki oni v bistvu sam pregledujejo, če so same operacije v skladu z našo prvič strategijo, ki smo jo napravili in seveda v skladu z tudi njihovimi pravili. Torej. Veliko ste danes že govorili o povezovanju. Se mogoče povezujete tudi z ostalimi lasi po Sloveniji? Ja, seveda mi smo v samem začetku delovanja, torej že leta 2015-2016, smo sklenili memorandume z lasi torej okoli nas. Ne samo slovenskim, ampak tudi italijansko Las Carso, pa istrski lasi, takoj čez mejo. Tako da mislim, da smo imeli tudi ribiške lase, ki so bili podpisniki tega memoranduma. Torej smo nekako sklenili to sodelovanje že takrat, torej da smo se srečali, da smo to podpisali in seveda tudi nekako sodelovali v tej smeri. Tako da to je seveda eno bistvo vsega, da se sodeluje, sploh pa v nekih projektih sodelovanja, ponavadi vedno iščemo partnerje od zunaj. Ne samo Hrvaška, ampak lahko tudi drugje, torej po Evropi. Sve to vse spodbuja, torej Evropa spodbuja, Slovenija tudi spodbuja, da se lasi iščejo skupne operacije, da se obiščejo en drugega, torej ponavadi, če je to, se pol obišče, vsak las obišče partnerja v drugi državi in seveda te primeri dobrih praks se tukaj sprožijo, nova prijateljstva in tako naprej. To je smiselno in je tudi potrebno. Pa ste mogoče kdaj primerjali, ste v primerjavi naprimer s hrvaškim, italijanskim lasom dobro financirani, če se ne motim, ste govorili leta 2018, da ste upravljali z 1,2 milijonoma evrov za projekte. Napovedovali ste, da bo do leta 2020 porabljenih 5 milijonov evrov, ta čas se je menda malo zavlekal. O kakšnih financah lahko zdaj govorimo? Ne, pravim, nekako vsega skupaj za porabiti je bilo nekje 4 milijone 600, mi smo na 400, zdaj s tem zadnjim pridemo na 4,600 in jaz mislim, da je to teh 100%. Torej, to so ta sredstva, ki so bila za v bistvu ta sofinanciran del strani Evrope. Tako da moramo biti zadovoljni. Pa v to sodijo tudi vaše plače? Delate na prostovoljni bazi? Ne, to je plače so zaposlenih na samem središču Rotunda, ki je vodilni partner, torej so del stroškov, kateri so do zdaj je bil vodilni partner, torej vodilni sklad je bil ribiški sklad, ker je imel tudi največji in tam je v bistvu šlo določen procent iz ribiškega sklada, ki je bil tudi
po sredstvih najmočnejši, je šel za delovanje pisarne, torej in za plače pač delavcev in tako naprej. In kako bo zdaj, ko bosta ločena? Ja, zdaj bo pač treba, to ostane, pisarne ostane iste, bo treba pa ločiti račune in točno torej kaj kdo dela, je treba točno mesečno toliko za to. Torej en bo bil na enem skladu, torej na ribiškem, dva bo obstavljala verjetno torej nekako vsak sklad naj bi imel enega zaposlenega, ne. Tako da se to točno ve, kaj kdo dela, no. Je pa verjetno prostori bojo te, ali pa če bomo nekje se selili drugo leto, to ne vem še, ampak bomo videli, to je še za videti. Torej 3 skladi, ampak pravzaprav 4 sektorje pokrivate. Ne, zdaj so 3 sektorji. Torej turizem, kultura. Ne, to je drugo, to je v bistvu znotraj samih ukrepov, torej nekim nam nalaga že samo ministrstvo, nalagajo, v katerih smeri je potrebno delati ukrepe. Torej ukrepi so ponavadi nova delovna mesta, mi gledamo tu delovna mesta, turizem, recimo turizem, kultura, kulturna dediščina, polje recimo ohranjanje narave. To je tudi en od ukrepov. Pol to rečemo, je kulturna dediščina, kmetijstvo, ne, ki je recimo v tej smeri. In tudi tako mi sestavljamo neke tematske skupine, tematske sklope, ki pač, da se to nekako poveže. Plus so zelo važne ranljive skupine, torej težko zaposljivi, mladina, torej vse to nekako je treba vključiti že v sam strategijo lokalnega razvoja in ukrepi tudi za vse te. Tudi govorimo o starejših, da bomo recimo, ali pa v pametnih vaseh, se dosti govori, to pomeni, da zagotoviš neko mobilnost za te ranljive skupine, kot so otroci, kot so starejši, da se tu preko nekih operacij to tudi zagotovi, ne. Kako pa, na primer, gledate na turizem? Zdaj, v času korone vemo, da se ravno delovna mesta so se v veliki meri izgubljala v turizmu. Mnogo ljudi se je prekvalificiralo, zaradi tega danes ponekod poročajo o pomanjkanju vsaj izobraženih, izkušenih delavcev v turizmu. Hkrati nekateri spet pravijo, preveč turistov je, zakaj bi zdaj morali hoditi še na primer na podeželje, tam, kjer je končno enkrat mir. Po drugi strani si občine na podeželju želijo več turistov. Kako zdaj uskladiti te vse te jaz mislim, želje? da je tudi to nekako smo videli v času covida, da se ljudje v bistvu zahajali dosti bolj tako na take, na vasi, recimo, so iskali, da bi bili recimo stran od nekih množičnih, torej tam, ki so se ljudje pogostoti več zadrževali, govorimo o turističnih središčih in tako naprej. Mislim, da to je en potencial, kjer je ogromen potencial in ga je treba izkoristiti. Jaz mislim, da to sploh, kar se govori o nekih delovnih mestih, da jih imamo doma, torej da imamo delovna mesta na podeželju, da ljudje, mladi ne rabi odhajati v mesta recimo po končanem študiju, da lahko omogočimo, da naredimo neke pogoje, da se nek razvoj zgodi. Torej, naj si bo to gostinska, turistična dejavnost, namestitvene kapacitete. Seveda vse skupaj mogoče povežemo v neko tematsko pot, ki povežemo recimo vasi med sabo z svojimi zanimivostmi, z nekimi mikrolokacijami, ki jih drugače ljudje niti ne bi našli, preko turističnih društev, tako da se to uživi, da postanejo vasi nekako vitalne, da generirajo nek razvoj, ekonomski razvoj, da enostavno, da ljudje, ki so gor, jim daš možnost, da gor ostanejo in da tudi tam v bistvu neko storitev upravijo in tako naprej. To jaz mislim, da je smiselno in tudi same turistične organizacije, torej bom govoril v občini Piran, recimo Portorož, dajo veliko, torej zaledje, gremo v zaledje, iščemo v zaledju. Ponovadi so nam rekli, dajte narediti, pa bomo pripeljali, ne. Zdaj v bistvu ni tako, mi imamo kar imamo, ampak znamo ponuditi, že to malo, ki imamo, znamo dobro ponuditi. In ljudje, ki pridejo gor, to zelo cenijo in mislim, tem je neka prihodnost, svetla prihodnost. Zdaj, kako bomo znali to naprej razvijati, do katere mere, je pa treba tudi paziti. Normalno, da ne presežemo tistega neke kritične mase, torej vasi je treba učuvati take, kot so in jim dati pa življenja, to pa je.
Ja, vsekakor pazite, da se vam ne zgodi, kar se je zgodilo s Portorožem, kjer je pravzaprav dogajanja skoraj da ni, tako da verjamem, da imate verjetno v Padni več ponudbe kot v Portorožu, kjer se nad tem pogosto obiskovalci, no pa tudi domačini pravzaprav v zadnjem času pritožujejo. Sami ste že več kot 20 let, če se ne motim, v krajevni skupnosti. Zato, ker gre za tako majhno mesto, pa ste rekli, dajmo še enkrat poskusiti. Ali si tudi ostali meščani delijo vašo vizijo? Glejte, meni dosti krat rečejo, da pretiravam s Padno, ne? Ampak jaz pravim, da če ne bi pretiraval, ne bi bilo to, kar je. Ker enostavno prav ta, jaz pravim, moja naveznost, pa moja mogoče po eni strani malo obseden že s tem, ne? Ampak je res, Padna 2002 je bila vas, kateri 30 let se nič ni zgodilo. 30 let ni bilo niti enega praznika, niti nič. Torej, jaz sem poskušal takrat res z ekipo, ki smo bili postavljeni, nekaj narediti. In v bistvu začeli smo prav s tem, da smo šli do ljudi in jih vprašali, kaj si želijo. Ampak ne mi, šli so študenti turistike, da so pač v okviru ene diplomske naloge, so naredili anketo po celi vasi in tam smo dobili v bistvu tisto, kar si ljudje res želijo, ker jaz verjamem, če bi jaz šel sam, bi dobil čisto druge ta feedback, ne. Tako da, to je bilo tisto vodilo, da smo pol začeli razmišljati, kaj bomo v vasi delali, postaviti neko vizijo v vasi in moram reči, da se je kasneje z malimi prijemi smo precej stvari obnovili, od naših Studenca, pol eno kažeto, take manjše zadeve, seveda z majhnimi sredstvi in postavili smo pa vizijo, kaj si želimo naprej in ta povezanost, ko smo imeli, da smo pol, ko so potniške ladje prišle v Koper, bili pripravljeni sprejeti. Torej, takrat so bili pa vsi povabljeni. Problem je bil spet velika pričakovanja. Torej, ljudje vedno imajo velika pričakovanja, mislijo, da se da, ampak ni tako, ne. To je, se ne da v tega obogateti. Lahko pa nekaj narediš. Obiskovalci ali domačini, kdo je imel zdaj? Domačini so imeli velika pričakovanja, ne. Obiskovalci pa ponovadi, ko pridejo, ne pričakujejo nič, ne, njim pač verjetno reče, kaj pa bo tam. In pol so enostavno prijetno presenečeni, ko dobijo pa veliko, ne. Jaz pravim, da se ni, da jim ne vem kaj, ampak že oni pristen nasmeh, pravim, že to je dovolj, ne, ker ljudje tudi Padni se ne govorijo jezika, ampak jaz mislim, to, kar oni občutijo, te gosti, ki občutijo od ljudi, da je to že dovolj in oni to znajo pol povedati. On pravi, da to je nekaj nepopisnega. Oni, rekel, jaz ne vem, kaj mi je gospa povedala, ampak način, kako mi je govorila, sem vedel, da sem sprejet, da sem welcome, ne. In to je to, ne, to pač v turizmu ne rabi dosti fantazirati, je dovolj pristen nasmeh in človek po sami mimiki spozna, da je nekaj, da je nekako, da je sprejet. In danes goste, ki jih imamo, tudi pravijo, da ko grejo po vasi, da jih ljudje pozdravijo, torej, da se pozdravijo. In oni to iščejo, v bistvu zanimivo, ne, iščejo stik z vaščani, čisto tako. In je to ena lepa zadeva, ker se enostavno te vaške ulice postanejo hodniki, hotelski recimo, ne. Ali pa trgi vaški postanejo neke dnevne sobe, kjer se ljudje srečujejo in izmenjujejo neke... Ker sobe so razprošene po mestu, kaj ne? Recimo, ja. To je neka ideja bila, ampak mislim, da je še zmeraj živa in da bomo tem tudi uspeli. Spravim, to pride samo po sebi, to ne rabi od zgoraj nekaj, ampak pride potreba po tem, torej, da se nekako ljudje povežejo in se pol se nekaj sestavi skupaj, ne? In to zdaj ali ga kličemo razprošen hotel, ali ga slišimo kakorkoli, sploh nima veze. Glavno, da je neka organizacija, ki si nekako deli stroške, ki si deli recimo neke storitve, da nekdo dela za več ljudi, ne pa samo za enega, ne. In je to ta organizacija, ki se lahko ima bilo kakšno ime. Kako pa je z distribucijo in dostopom do vode? Omenili ste, da ravno za nekje 200 ljudi je optimalno v Padni.
Ampak zdaj, če prihajajo turisti, je verjetno tega malce več. V Španiji zdaj že suša, pa smo komaj maja. Tako, če govorimo o Padni, je tako, da je vas 180 prebivalcev. Takrat, recimo, ko smo začeli, je bilo nekaj 150. Pomeni, da se ljudje zadržujejo, torej, da se priseljujejo še gor, ne? In ne odhajajo. Drugo pa je, da smo dobili leta 2001 smo dobili čistilno napravo, torej vas je dobila kanalizacijo in seveda to je za 200 enot. Danes imamo 180 ljudi, imamo 40 postelj za namestiti za turiste, pridemo že čez 200. To je bilo zdaj tisto, da smo tudi na občini pač predlagali, da zdaj že čas, da nam mogoče to ali obstoječo čistilno napravo, da nam jo razširijo ali pa da se naredi nova. Mislim, treba pač gledati tudi naprej, ne. Torej, v Padni imamo še vedno veliko stavb, ki so neobljudene, torej so prazne. In če bi vse to dopolnili, bi prišli tudi včasih je bilo vas, je bilo tudi 600 ljudi noter. Ampak dobro. Koliko časa nazaj? To je bilo, mislim, da je bilo po prvi svetovni vojni. Takrat je bilo pod Italijo in so bili v bistvu družine, so bile financirane, če je imel več kot toliko otrok, torej po glavah družine, ne, po otrocih, ker so očitno takrat Italijani menili, da jim rabi za vojsko, ne, in so spodbujali to nataliteto, ne, in so bile kar vasi polne, so bile, pravijo domačini, da v eni hiši bo tudi zdaj, ki je recimo 30 kvadratih, tudi 15 ljudi noter, ne, tako da, kako je bilo, to so bili otroci vse povsod, ne. Ogrevanja niso rabili, ko so šli spat. Ampak zanimivo, ko v bistvu res ti starejši znajo povedati, kako je bilo včasih, ne, in danes smo veseli, da imamo vas tako, kot je. Pravim, da smo nek primer dobre prakse razvoja skupnosti, ne, ker smo kot skupnost, smo pač nekaj v nekem prostoru naredili. Vam je s tem uspelo tudi mogoče, da so se kateri mlajši prebivalci vrnili, zdaj se zdi, da se trend vsaj v določeni meri obrača, ker so pač mesta enostavno predraga za preživetje? Ja, pa ta trend smo to opazili. Torej, ko je bilo zdaj pač že 180, pa novi se priseljujejo gor, torej zdaj so prišli kar nekaj družin na novo, tako da vrvež bo po vasi. Imajo tudi otroci, imajo svoje igrišče, včasih tega ni bilo, košarko imajo za mali nogomet, torej vso infrastrukturo potrebno za nek razvoj v sami vasi imamo. Jaz mislim, da tako bi morali tudi druge vasi iti v tej smeri in to je to, torej vitalno, dobiti neko vitalno vas, vitalno okolje, v katerim je možnost nekega razvoja, trajnostnega razvoja in seveda gledati na dolgi rok, ne danes do jutri, ampak gledati naprej 5-10 let, kaj bomo delali, kaj bodo delali naši otroci. V bistvu to je tista vizija, ki je v bistvu potrebna za vsako okolje. Če se malce pošalim, naj torej vrnejo pošto v vsako vas, namesto da jo vzamejo še Piranu. Ja, to je to. Tudi tukaj imamo razlike, ne. Sam sklad za regionalni razvoj so upravičena območja, recimo, kako rečejo, upravičeno območje so naselja, urbana naselja. Urbana naselja pomeni, da ima šolo, trgovino, je že recimo urbano naselje. Recimo v piranski občini imamo Sveti Peter, ki je urbano naselje, Padna, Nova Vas pa nista, ne. In nista tudi upravičena do teh sredstev. Zanimivo. Tako da. V redu, da bo vseeno končala na malce bolj pozitivni noti, nam mogoče na kratko samo poveste, kdaj se začne dogajanje v soboto, do kdaj bo trajalo? V soboto, jaz mislim, že popoldne bojo stojnice na Lonki v Izoli. Skupščino imamo o 5. uri, tako da jaz mislim, da že od 3 naprej bo neko dogajanje se pač tam pač seveda do zvečer do 10. ure, mi zdi, da je, ali do 11. Tako da polje kasneje še muzika, ne, tako da bo neko dogajanje, jaz mislim, da bo se ljudi kar nabralo, se tam je nekje center in Izolo vemo, da je v vikendih kar dobro obiskana, tako da sploh če bo lepo vreme, torej če bo vreme zdržalo, bo seveda tudi polno ljudi in bo to ena lep event, upam, ne, tako da vabljeni vsi.
Najlepša hvala, Denis Goja, da ste si danes vzeli čas in se oglasili v studio. Hvala lepa vam na povabilo. Vi, dragi gledalci, pa seveda, kot rečeno, preden stopite na kozarček vinčka ali špricarja, seveda alkohol škodi zdravju, sploh v prevelikih količinah, se mogoče vseeno odločite, da tudi sami politično participirate in se oglasite še na skupščini Glasa ljudstva. Mi pa se ponovno vidimo spet v ponedeljek v oddaji In Vivo Veritas ob 18. na Megafon TV. Lep pozdrav.